Danes mineva 70 let od osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz, kjer je umrlo okoli 1 milijon ljudi. Koncentracijska taborišča so bili veliki zapori, kjer so množično umirali številni ljudje, predvsem Judi. Množično uničenje Judov, ki ga je med drugo svetovno vojno načrtoval nemški voditelj Hitler, imenujemo holokavst. Grozote koncentracijskih taborišč so doživeli tudi številni Slovenci. Eden takih je Tone Šavelj, ki je bil interniran, se pravi zaprt v taborišču v Italiji. Z njim se je pogovarjal naš otroški poročevalec Domen. Živjo, sem Domen in rad potujem skozi čas. Posebej me zanima čas druge svetovne vojne. Zato se bom danes pogovarjal z gospodom Tonetom, ki je bil takrat le malce starejši od mene. Pa pojdimo prisluhniti njegovi zgodbi. Gospod Tone domno razloži, da so v času druge svetovne vojne območje Slovenije zasedli okupatorji, Nemci, Madžari in Italijani. Želeli so, da postane dežela njihova last. S tem se številni Slovenci niso strinjali, med drugim tudi gospod Tone. 41. leta sem bil 17 let star in takrat smo demonstrirali proti Italijanom v šoli. Okupatorji niso želeli, da bi se gospod Tone pridružil osvobodilni fronti, ki se je borila za svobodo. Zato so ga zajeli in odpeljali v taborišče. Kaj ste počeli v taboriščih? Ste imeli kakšne posebne naloge? Nobenih nalog, nič nismo počeli, 2krat na dan so nas prešteli. Če skaj pregrešil se, so te na Koper vezali za 2 ure. Smo se pa tudi v taborišču organizirali v duhu osvobodilne fronte. Ste vedeli, kje je vaša družina in ali ste imeli kakšne stike z njo? V internaciji sem imel stike, smo si dopisovali. Ste sploh kaj jedli? Zelo mizerna hrana je bila. Ker smo stradali. In tisti, ki ni paketov dobival, tisti je pa dosti pomrlo. Kako ste ohranili upanje in ali ste sploh verjeli, da se boste rešili? To smo bili globoko prepričani, ker smo zasledovali potek fronte in to nam je bilo veliko upanje, da bomo prišli živi in zdravi še ven iz logorja. Po 1 letu je gospod Tone ušel iz taborišča in se skupaj s partizani boril proti okupatorju do osvoboditve. Preteklosti ne moremo spreminjati, se pa lahko iz nje veliko naučimo in naredimo danes bolje.